No, lepo pozdravljeni. Ste kdaj pomislili, da lahko zgodovina enega samega, čisto običajnega vrtca pravzaprav pripoveduje zgodbo o celem stoletju družbenih sprememb? Sliši se morda nenavadno, ampak danes se bomo podali na točno takšno potovanje skozi čas. Torej, kako je to sploh izgledalo včasih, recimo v času naših babic in dedkov? Da bi to razumeli, moramo iti res daleč nazaj. V čas, ko je bila sama ideja o nekem organiziranem varstvu otrok, no, še čisto na začetku. Poglejmo, kako smo sploh prišli do vrtcev, kot jih poznamo danes. Naši začetki segajo v 19. stoletju, torej v čas Avstro-Ogrske. Ampak takrat niso poznali vrtcev. Ne, takrat so nastajale ustanove, ki so jim rekli otroška zavetišča. In zanimivo, sprva jih sploh ni vodila država, ampak zasebna, ponovadi dobrodelna društva. A kmalu je prišlo do res ključnega preobrata. Odgovornost za ta zavetišča se je z zakonom prenesla z zasebnih društev na državo, v kraje in občine. To je bila ogromna sprememba, kar naenkrat je skrb za otroke postala javna stvar. In to seveda ni bilo naključje. Bilo je nujno potrebno, sploh v industrijskih krajih, kjer je vse več staršev, tudi mame, delalo v tovarnah. Naredimo zdaj skok v času. Leto 1927, Ilirska Bistrica. Območje je takrat pod Italijo in zgodi se nekaj pomembnega. Odpre se prvi pravi vrtec. Ampak kako je izgledal dan v takem vrtcu? No, suhoparni zapisi nam ne povedo veliko. Zato pa so tu osebni spomini tistih, ki so ga obiskovali. In ti spomini so res neverjetni. Ena od gospa, Pepca Mršnik, se spominja. Imeli smo žoge iz sunj. Navajali so nas na delo, veliko smo molili, prepevali himno, se učili pesmice. Kot vidimo, je bil dan res skrbno načrtovan. Mešanica igre, dela in, kar je za tisti čas značilno, močnega patriotizma. Seveda, vse v duhu takratne ideologije. Ampak poglejte tole, kljub tej strogi organiziranosti in uniformiranim predpasnikom so našli način za, no, recimo temu, kanček individualnosti. Iva Slavec Ostojič pripoveduje, kako jim je vzgojiteljica prinesla škatlo igrač in vsak je izbral eno. In prav ta prva izbrana igrača je postala njihov osebni simbol, znak, ki so jim ga prišili na kapico in predpasnik. Zanimiv način, kako dati vsakemu otroku nekaj svojega, kaj ne? Nato pa pride druga svetovna vojna in vse se spet postavi na glavo. Smo v letu 1949. Ilirska Bistrica je zdaj del nove države, socialistične Jugoslavije. In vrtec se ponovno ustanovi, ampak v popolnoma drugačnem svetu, z drugačnimi cilji in seveda s povsem novimi izzivi. To prvo povojno obdobje je bilo res ključno. Takrat so se postavljali temelji za naprej. Leta 1949 ga ponovno ustanovijo kot dom igre in dela. In pomembno, za starše je bil brezplačen. Že leto kasneje so morali stavbo nadzidati, da so lahko v njej divali zaposleni. Potem, leta 1952, prejde na samostojno financiranje s pomočjo občine in prispevkov staršev. In leta 1969 postane tudi administrativno del lokalne osnovne šole. Skratka, korak za korakom se je gradila stabilna ustanova. Seveda pa povojna realnost ni bila rožatna. Daleč od tega. Predstavljajmo si, hudo pomanjkanje vsega, od igrač do hrane. Bili so odvisni od mednarodnih paketov pomoči. Kare, mleko v prahu, sir. Poleg tega so razsajale bolezni. Oslovski kašelj, norice, celo cepljenje proti tifusu je bilo obvezno. Ampak kljub vsemu temu je postajalo vse bolj jasno, kako nujno je varstvo otrok. Zakaj? Ker je vse več mater odhajalo na delo in družba se je spreminjala. In potem pridemo v 70. in 80. To obdobje mnogi imenujejo kar zlata leta vrtca. To je bil čas res neverjetne širitve, tako prostorske kot programske. Samo za občutek, v šolskem letu 1977-78 je bilo v 13 skupinah vpisanih, pazite zdaj, 258 otrok. To je ogromno. To število res lepo pokaže, kako velik je bil razcvet, ki so ga seveda omogočile nove zgradbe in pa preprosto potrebe takratne družbe. In vrtec takrat ni bil več samo varstvo. Kje pa? Postal je pravo malo središče dogajanja. Imeli so planinski krožek, pa svojo ciciban hranilnico, lutkovne predstave, športne značke. Organizirali so čistilne akcije, obiskovali so lokalne tovarne, policijo, knjižnico, z urami pravljic so hodili celo po okoliških vaseh. Skratka, otroci so bili resnično aktivno vpeti v življenje celega kraja.
Vrhunec tega zlatega obdobja pa je bil verjetno leto 1980. Takrat je vrtec naredil pomemben korak in postal popolnoma samostojna ustanova. Uradno so ga poimenovali po partizanski materi Jožefi Maslo, s čimer je dobil svojo lastno, jasno identiteto in potrditev svojega pomena v kraju. In spet smo pri prelomnici. Prišla je osamosvojitev Slovenije in 90. leta. Z njimi pa seveda spet novi izzivi, nove razmere. In to ni pomenilo le sprememb v številu otrok, ampak je vodilo v temeljito preobrazbo celotne filozofije predšolske vzgoje. Te demografske spremembe so bile res dramatične, kar se lepo vidi pri vpisu. Če je bilo konec 80-ih vpisanih okoli 300 otrok, je to število konec 90-ih strmoglavilo na približno polovico. Jasen odraz nižje rodnosti. Ampak na srečo se v zadnjih letih ta trend obrača in število spet raste. To je vsekakor optimističen podatek. A še bolj pomembna od številk je sprememba v razmišljanju, v sami filozofiji. Pred letom 1999 je bil program bolj usmerjen v oblikovanje značaja. Bil je bolj enoten, vodil ga je vzgojitelj. Z novim kurikulumom pa se je zgodil preobrat. V središče je prišel otrok kot celota z vsemi svojimi potrebami, poudarjati so se začele razlike med otroki, spoštovanje teh razlik in pa, kar je zelo pomembno, možnost izbire. In kakšen je vrtec danes? No, to je kompleksen, celovit sistem podpore. Ne samo za otroke, ampak za cele družine. Kurikulum je uravnotežen. Gibanje, jezik, narava, družba, umetnost. V vrtcu so prisotni strokovnjaki, kot so logopedi in specialni pedagogi, ki pomagajo otrokom s posebnimi potrebami. Povezovanje s skupnostjo, predvsem starši, je izjemno močno. In seveda, osebje je visoko izobraženo. To je res svetlobna leta daleč od tistih prvih zavetišč. Torej, ko pogledamo nazaj, kaj nam ta neverjetna zgodba enega samega vrtca pravzaprav pove o nas, o naši družbi? Pove nam praktično vse. To potovanje od skromnega zavetišča do kompleksnega izobraževalnega centra je kot ogledalo, ki odseva naše spreminjajoče se vrednote, gospodarske razmere in, morda najpomembneje, naše razumevanje tega, kaj otroštvo sploh je. In to nas pripelje do ključnega vprašanja, ki ni samo za preteklost, ampak za prihodnost. Kakšen svet in kakšno otroštvo želimo graditi naprej?